dolgoletna tradicija, da se po novem letu srečujemo z različnimi skupinami, ljudmi, če tako rečem. Pred kratkim smo imeli srečanje z direktorjem vseh občinskih zavodov. Danes je to srečanje s predstavniki različnih verskih skupnosti, tradicionalno ponovoletno srečanje, kjer je običajno priložnost, da se malce pogovorimo o minulem letu, o načrtih za prihodnost. Hkrati se tudi vedno zahvalim za vso dejavnost, ki različne verske skupnosti upravljajo, ne samo na področju duhovne oskrbe, ampak tudi na področju izobraževanja, karitativnih dejavnosti in pa varovanja kulturne dediščine. Natančnega števila ne poznam, ampak povabimo vse predstavnike vseh verskih skupnosti, ki delujejo v mestu, in imamo do vseh enako odnos. Se pravi, kadarkoli imajo kakšen problem, so za njih vrata odprta in če v naši moči pomagamo oziroma poskušamo reševati problem. Res pa je, da so nekatere verske skupnosti bolj številčno zastopane, predvsem katoliška cerkev, ki je številnejša. Jaz mislim, da so tudi predstavniki verskih skupnosti zadovoljni z našim, če rečemo, občinskim odnosom do njih. Mene veseli tudi, da različne verske skupnosti zelo dobro med sabo sodelujejo. Še bolj pomembno pa se mi zdi, da verniki nekako med sabo sodelujejo in da ni nekih medverskih napetosti v mestu. To je tudi rezultat dobrega sodelovanja teh najvišjih predstavnikov verskih skupnosti. Veste, že nekaj časa tam urejamo prostorske načrte. Jaz mislim, da bo v letošnjem letu prišlo do nakupa zemljišča in verjetno tudi vsaj do simbolnega začetka gradnje. Trenutno ne vidim nobenih posebnih ovir. Mogoče je kakšna ovira na strani bolj pravoslavne skupnosti, predvsem v smislu denarja.